Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Sem zelo vesela, da ste prišli, da vam lahko v bistvu na kratko predstavim res izsledke v bistvu svoje dolgoletne raziskave. Zdaj, če bi hoteli govoriti vsem, s čimer sem se ukvarjala v teh 8 letih, bi bili lahko tukaj zelo dolg časa, tako da danes sem v bistvu pripravila neko predstavitev, ki bo osvetlila v bistvu pomen koncentracijskega taborišča Ljubelj, in pa pomen muzealizacije te težke dediščine. Zdaj pa vsem bom še spregovorila v predstavitvi. Najprej bi pa samo rada povedala, kje se je moja raziskava v bistvu začela. Zdaj, začela se je že leta 2018, ko sem se zaposlila kot kustosinja v Tržiškem muzeju. In takrat sem v bistvu začela delati na tej enoti koncentracijskega taborišča Ljubelj, ki obsega zunanji del, odprti del in pa notranji del. Odprti del je v bistvu spominski park samega v bistvu nekdanjega taborišča, notranji del pa je bila takrat še spominska soba, danes pa je tam stalna razstava oziroma mi smo rekli prav muzej posvečen koncentracijskemu taborišču Ljubelj. Takrat sem začela v bistvu se pogovarjati z lokalnimi prebivalci, začela sem voditi skupine ljudi, šolske skupine, srednješolske skupine, starejše, tudi tujce in sem nekako dobila vpogled v to, kako je koncentracijsko taborišče Ljubelj v bistvu zasidrano v naš kolektivni spomin, torej v kolektivni spomin Slovencev. In zdelo se mi je, da ga večina ljudi ne pozna, večina ljudi je zanj prvič slišala in to mi je dalo v bistvu misliti, zakaj je temu tako in zakaj ta spomin v bistvu še danes bledi. In kaj bi se seveda dalo narediti, da bi ta spomin obudili oziroma da bi se o tem več govorilo. Zdaj pa mogoče na začetku samo na kratko povem, kaj težka dediščina zame sploh pomeni. 20. stoletje je zaznamovano z 2 svetovnima vojnama, z genocidi, z množičnim nasiljem in vse to je peljalo, da so se zgodovinske raziskave v 20. stoletju začele fokusirati tudi v bistvu na tako imenovano težko zgodovino. Torej na zgodovino, ki je povezana s težkimi dogodki, ki so povezani s travmo, trpljenjem, smrtjo. In takrat je začelo nastajati veliko raziskav povezanih s tem težkim obdobjem. Muzeologija pa se v bistvu dolgo časa s težko zgodovino oziroma s težko dediščino ni ukvarjala. To se je zgodilo v bistvu šele v zadnjih 3 desetletjih, da so se raziskave usmerjale tudi v tako imenovano težko dediščino, da so se muzeji začeli posvečati tako težkim temam, da so začeli postavljati težke razstave. In težka dediščina v bistvu v tuji literaturi po Sharon Macdonald pomeni dediščino, ki je pomembna seveda, ki se je zgodila v nekem težkem obdobju zgodovine, je pomembna za sedanjost in tudi za prihodnost. Ni pa v bistvu nekako usklajena z neko pozitivno identiteto naroda, s pozitivno dediščino, ki jo v bistvu narod hoče predstavljati, ki je javnosti sprejemljiva. In to je bila neka njena interpretacija težke dediščine. Vsi drugi avtorji so se posluževali tudi drugih poimenovanj, temna dediščina, temačna, težavna, kar je v bistvu v slovenščini sopomenka težki, sporna dediščina, neprijetna. In vsi te izrazi v bistvu imajo neke negativne konotacije, ki pa za moj primer niso ustrezali. Jaz sem težko dediščino predvsem razumela kot težko, ne v njenem bistvu, ampak njeno težo. V bistvu, kako je pomembna za sedanjost, za prihodnost. Predvsem pa je težavna oziroma težka njena interpretacija, v mojem primeru muzealca, ki se ukvarja s to težko dediščino. Težka je za vse, ki se z njo ukvarjajo. Težka je tudi zato, ker je dostikrat zelo politično dojemana glede na nek politično stanje v državi. Težka je pa tudi zato, ker jo težko dojemajo tudi obiskovalci, v mojem primeru muzejev. Torej za obiskovalce lahko pomeni temo, ki vzbuja travmo, ki vzbuja neke določene spomine in bolečino in zato mora biti njena interpretacija res premišljena, previdna in pa primerna. Zdaj že prva fotografija v bistvu
predstavlja sam prostor in situ mojega raziskovanja. Ta slika je sicer že stara, bomo kasneje videli, da se je prostor tudi še tekom časa v bistvu vedno še bolj in bolj spreminjal. Stvari so se dodajale, narava je rasla, ampak tamle zadaj čez cesto vidimo v bistvu spomenik J'Accuse, o katerem bom tudi kasneje povedala malo več, in pa ta spominski prostor, avtentični v bistvu prostor nekdanjega koncentracijskega taborišča. Da pa bi v bistvu začela govoriti o koncentracijskem taborišču Ljubelj, pa moram ga postaviti v zgodovinski kontekst. Zato bom na kratko predstavila tudi sam obstoj in pa delovanje matičnega koncentracijskega taborišča Mauthausen, katerega zunanja enota oziroma rečemo tudi podružnica je bilo koncentracijsko taborišče Ljubelj. Zdaj, koncentracijsko taborišče Mauthausen je nastalo že leta 1938 ob kamnolomu. Imel je visoko pozicijo, dobro železniško povezavo, dobro cestno povezavo, dobro vodno povezavo, bil je na zelo dobrem območju, da so tam lahko začeli delavci delati na kamnolomu. To je bilo uničevalno taborišče tretje stopnje. Tretjo stopnjo oziroma označbo tretje stopnje so dobila taborišča, za katera so že takoj predvidevali, da se interniranci, ki bodo tam zaprti, ne bodo vrnili domov, ampak bodo umrli zaradi težkih razmer v taborišču, zaradi podhranjenosti, predvsem pa zaradi prisilnega dela. Tako da taborišča tretje stopnje so bila v bistvu najhujša uničevalna taborišča. V nemških taboriščih je to pomenilo, da so internirance uničevali s težaškim delom in pa seveda z nasiljem. V Mauthausenu so tako interniranci umirali predvsem zaradi tega dela in pa podhranjenosti. Zdaj, prizadevanja za ustanovitev koncentracijskega taborišča Mauthausen so bila seveda povezana z realizacijo širokopoteznih načrtov nemškega gospodarstva. Želeli so graditi nove gospodarske objekte. Nemški politični vrh pa je želel urediti Berlin in pa še neka druga mesta in zato so seveda potrebovali material. Predvsem so potrebovali kamen in opeko in tukaj je na vrsto prišel koncentracijsko taborišče Mauthausen. Zdaj, od začetka so taboriščniki delali v kamnolomu Wienergraben, kjer vidite v bistvu tudi na tej fotografiji. Ta kamnolom je bil nedaleč od taborišča, vsakič so šli tja peš. In tam so zgradili tudi te znane stopnice, ki jih mogoče poznate kot stopnice smrti, ker je na teh 186 stopnicah umrlo res veliko internirancev zaradi izčrpanosti, zaradi teže kamenjev, zaradi nasilja, ki se je tudi tam dogajalo. In po teh 186 stopnicah so interniranci vsakodnevno prenašali težke kamenje, tudi do 50 kg težko kamenje. Nosili so ga včasih tudi gor in dol, predvsem zato, da bi jih izčrpali. Potem pa so to kamenje naprej pošiljali v Tretji rajh in so tako lahko gradili mesta. Zdaj, po letu 1943, ko pa je pričela Nemčija v bistvu izgubljati prednost v vojni, pa so poslali v vojsko večino, če ne celo vso moško silo. In takrat je začelo zmanjkovati delavcev in taboriščnike so tako po večini namestili v različne tovarne oborožitvene industrije. In če govorimo o teh stopnicah smrti, še to, da so taboriščniki med letom 1938 in 1943 interniranci izklesali na milijone granitnih blokov, robnikov za ceste, v bistvu material za temelje blokov, za stopnice, obrobe, police. Znosili so na tisoče vagonov granitnih kock za tlakovanje teh mest in že kmalu po nastanku koncentracijskega taborišča Mauthausen so zaradi podobnih različnih potreb na drugih področjih začele nastajati tudi zunanje podružnice oziroma zunanje enote teh matičnih taborišč. Zunanja taborišča so bila seveda postavljena glede na potrebe takratne teritorialne potrebe. Nekatera so obstajala res kratek čas, če so morali nekje dograditi cesto,
pa so jih potem razpustili, nekatera pa so v bistvu obstajala do konca vojne. Sledila so sistemu matičnih taborišč, torej če govorimo o koncentracijskem taborišču Ljubelj, je bila tam uprava oziroma nek sistem tega terorja zelo podoben oziroma enak kot v matičnem taborišču. Kot številke, v letu 1945 je v Nemškem rajhu delovalo 22 matičnih taborišč in prav vsako izmed njih je vzpostavilo sistem teh zunanjih enot. Leta 1945 številka ni točna, ni točno znana, ker so veliko teh zunanjih enot že pred koncem vojne uničili, ampak naj bi obstajalo med 500 in 560 teh zunanjih enot. Tako da res so ta sistem koncentracijskih taborišč je bil res ogromen. Takrat so jih začeli imenovati delovna taborišča, zato ker so nastala predvsem zato, da so tam interniranci delali. In internirance so tam pri življenju pustili toliko časa, kot so bili sposobni za delo. Mauthausen, pa tukaj imamo zemljevid Avstrije, pa je imel med 49 in 60 zunanjih enot. Zdaj številke se razlikujejo, nekateri avtorji pišejo v bistvu 49 enotah, 50, tudi 60, tako da točna številka ni poznana. Tole je pa screenshot spletne strani Mauthausen Memorial, kjer pa je opisanih, mislim, da 51 teh zunanjih enot in na to sem se jaz potem tudi opirala. Leta 1942 recimo je imel Mauthausen 5 zunanjih enot, leta 1945 pa toliko, kot jih vidite tukaj na zemljevidu. In vse so bile v bistvu na območju današnje Avstrije, razen tukajle vidite pa Ljubelj, ki je bil edini v bistvu na drugem območju, torej na območju današnje Slovenije. Zdaj bom pa povedala v bistvu nekako kratko, res kratko zgodovino nastanka in obstoja koncentracijskega taborišča Ljubelj. Vse se je začelo v bistvu 3 leta po tem, ko je Nemčija priključila tudi Avstrijo. In leta 1941 je Nemčija v boju prešla tudi Jugoslavijo in takrat priključila mejno deželo Gorenjsko-Koroški. In nacistični režim je torej za obvladovanje okupiranih dežel in pa uresničitev svojih ambicij proti vzhodu in Jadranu seveda potreboval nove cestne povezave. In ta strma ovinkasta cesta čez prelaz Ljubelj je takrat pomenila hudo oviro v bistvu pri dosegi tega cilja. Takrat so se prvič začeli pogovarjati o prebitvi Karavank oziroma tega prelaza Ljubelj, ker naj bi to pot skrajšalo res na zelo kratek čas, takrat so rekli 20 minut, danes vemo, da se čez predor vozimo par sekund, ampak pot čez Ljubelj, torej iz nemške, avstrijske na slovensko stran, na jugoslovansko stran, je takrat trajala 1,5 ure. To so bili serpentinasti ovinki, 13 ovinkov je bilo in večji del leta je bil ta prelaz neprehoden zaradi snega. In takrat so se začeli v bistvu pogovarjati o tem, da bi zgradili predor in takrat se je prvič začelo govoriti tudi o postavitvi nekega taborišča. S pripravljalnimi deli za to taborišče, na začetku civilno, so začeli že leta 1943 in takrat so v bistvu zbrali oziroma so dali poziv vsem obrtnikom, ljudem s specifičnimi znanji, torej mizarje, minerje, zidarje, kovače, so pozvali k delu. Na začetku so ti delavci stanovali v barakah na Zalem Rovtu v Tržiču, potem pa so jih preselili v civilno taborišče, ki je bilo zgrajeno na Ljubelju, zato da bi bili bližje predoru. In oni so že marca 1943 začeli na predoru. Na fotografiji so civilni delavci, v ozadju za tem gospodom lahko vidite tudi že zgrajeno koncentracijsko taborišče in stražni stolp tamle v daljavi. Tukaj se pa tudi v bistvu vidi ta bližina civilnega in pa koncentracijskega taborišča. Do maja je bilo zgrajeno tudi koncentracijsko taborišče
Zidali so ga najprej civilni delavci, potem pa, ko so s prvim transportom prišli že interniranci iz Mauthausna, pa so tudi oni dograjevali barake, da je potem taborišče v bistvu bilo dokončano. To je Bornov travnik na višini 920 metrov in pot do predora, torej na delo, je bila še vedno kar dolga. Hodili so več kot 1 uro in že to je pomenilo v bistvu neko konstantno izčrpavanje teh internirancev. Koncentracijsko taborišče Ljubelj je imelo 2 stanovanjski baraki na začetku, potem so jih še dogradili, kuhinjo s skladiščem, to je bilo to, kar je prvo nastalo. Potem pa so zgradili zaradi v bistvu zaradi velike številke internirancev še dodatne barake. Zgradili so tudi taboriščno ambulanto za SS-ovce, zunaj taborišča pa, kar bom povedala še malo kasneje, pa je stal tudi krematorij. Tukaj zelo dobro vidimo v bistvu obe taborišči, torej na desni strani koncentracijsko taborišče, ograjeno s 3-metrsko ograjo, ki je bila obdana z električno bodečo žico, stanovanjske barake, tukaj je bila kuhinja s skladiščem, spodaj pa so zgradili tudi barake za vodstvo SS, tako da so v bistvu bivali zraven internirancev. Tam na drugi strani ceste, makadamske ceste, pa je stalo civilno taborišče. Taborišče je bilo ograjeno s 6 stražnimi stolpi, ki jih tudi se jih zelo slabo vidi, ampak če se dobro pogleda, v bistvu je bilo na vsakem vogalu, pa še 2 vmes, stražna stolpa, zato da so v bistvu konstantno stražili v primeru pobegov taboriščnikov. Da bi pa lahko prebijali iz obeh strani, da bi se delo v bistvu opravilo hitreje, pa so na severni strani, na nadmorski višini 1100 metrov, znotraj gozda, postavili še koncentracijsko taborišče Ljubelj sever. Taborišči sta v bistvu delovali kot celota, saj sta bili pod isto upravo, ampak tja so nastanili delavce internirance iz južnega taborišča, pa tudi vodilne, ki so jim rekli kapoji, iz južnega taborišča na sever. Interniranci so pravili, da so bile razmere tam še hujše, ker je bilo skrito globoko v gozdu, včasih do njih hrana ni mogla priti, ker je bila cesta toliko zasnežena. In tudi kapoji, ki so delali v severnem taborišču, v bistvu niso bili zadovoljni s tem, zaradi teh razmer, ki sem jih povedala, in so to svojo jezo še bolj znašali v bistvu nad interniranci. Tako da severno taborišče je imelo še več v bistvu smrtnih žrtev, tudi ta stolp recimo je iz severnega taborišča. Je bilo tudi zelo zastraženo. Je bilo pa slabše zgrajeno, ker je bilo narejeno na hitro za potrebe tega, da bi delali iz obeh strani. Zdaj, kdo so bili pa vodje taborišča? Jaz imam tukaj fotografije v bistvu samo iz sodnih procesov po vojni, leta 1947, ker seveda drugih fotografij nimamo, ampak na začetku je taborišče vodil SS-ovec Julius Ludolf, ki pa je bil odstavljen v 2 mesecih, ker je bil zelo nasilen in je kapojem v bistvu zapovedal hudo nasilje nad interniranci, tako da niso bili več zmožni za delo in zato so ga odstavili. Namesto njega je prišel drugi z leve, Jakob Winkler, namestnik, v bistvu vodje taborišča severnega je bil pa Walter Britzke. Na tej točki moramo omeniti v bistvu še ni bil sicer vodilni, je bil pa zelo pomemben člen v bistvu v SS-ovskem vodstvu in to je bil zdravnik dr. Sigbert Ramsauer, ki je bil na Ljubelj poslan iz koncentracijskega taborišča Dachau in je bil znan po tem, da internirancev ni zdravil, ampak je na njih se je učil in delal poskuse. Pričali so tudi o tem, da jih je v bistvu ubijal z bencinsko injekcijo. In njega v bistvu poleg teh vodilnih kapojev in pa teh še višjih SS-ovcev omenja skoraj vsak pričevalec, ker je bil odgovoren za res veliko smrti v samem taborišču. Interniranci so na Ljubelj prišli že junija 1943 in takrat je na Ljubelj prišlo 330 internirancev.
Izmed njih je bilo 316 Francozov, nekaj Poljakov, pa mislim, da en Nemec. To so bili predvsem, v Mauthausenu so za na ljubelj zbirali predvsem fizično sposobne, močne internirance, ki bi bili čim dlje časa v bistvu sposobni delati in prenesti to težaško delo na predoru. Prvi jugoslovanski interniranec je prišel z drugim transportom in vsega skupaj je bilo Jugoslovanih v taborišču zaprtih 140, od tega pa 110 Slovencev. Največ je bilo vsem tem času delovanja taborišča Francozov, skupno je bilo to 800 Francozov, veliko je bilo tudi Poljakov, okrog 450, Rusov, pa potem Jugoslovanov, nekaj Špancev. In tudi ti Francozi, kot bom še kasneje povedala, so se v bistvu življenja v koncentracijskem taborišču Ljubelj tudi po vojni najbolj spominjali. Taboriščna oblačila so ponavadi in taboriščno številko so ponavadi dobili že v matičnem taborišču Mauthausen. Tam so jim seveda odvzeli vse osebne predmete, dali so jim taboriščno številko, značilna progasta oblačila, nekateri pa so jih dobili tudi v koncentracijskem taborišču Ljubelj. Za obut so imeli lesene cokle in zime na Ljubelju so še danes je klima drugačna kot drugje, kjer je zelo visoko, je med gorami, so bile zelo hude. Velikokrat so se temperature spustile pod ledišče in zato je bilo na Ljubelju veliko podhladitev, veliko poškodb tudi zaradi mraza. Stali so v snegu, velikokrat so zboleli, bolezni so se res širile. Zdravstva pa seveda niso imeli primernega, kot sem že omenila, in zato je bilo zaradi tega tudi kar veliko smrti. Največje število vseh internirancev zaprtih na Ljubelju je bilo 1300 in to je bilo avgusta 1944. Žrtev na Ljubelju je bilo, potrjenih žrtev na Ljubelju je bilo 40. Te so v bistvu sežgali v provizoričnem krematoriju, v bistvu so skopali luknjo. Ostale, ki so bili bolni, onemogli, poškodovani ali pa nezmožni za delo, so pa pošiljali s transporti nazaj v Mauthausen. Zato točnega števila smrti ne moremo potrditi. Je pa s transporti odšlo vsaj 300 internirancev, torej iz Ljubelja nazaj v Mauthausen. Zdaj, tukaj je par fotografij dela na samem predoru. Interniranci so vsakodnevno vstali ob 4:30 zjutraj, so imeli apel, torej zbor sredi taborišča in potem ena skupina je ostala v taborišču, kjer so dograjevali barake, urejali taborišče. Ena skupina je šla pa v bistvu na delo na predor. In tam so delali od jutra v bistvu do večera, vmes so imeli en obrok in potem, ko so prišli nazaj, so še delali še naprej v taborišču. Ampak delali so v bistvu res od jutra do večera in zato so predor prebili že 4. decembra 1944, tako da v bistvu manj kot pol leta je bil predor že prebit. Takrat so prišli pomembni SS-ovci gledati ta predor, gledati v bistvu to delo, ki so ga tam opravljali, in takrat so se odločili, da bojo predor širili in višali še zato, da bo lahko skozi potekal tudi promet. To se je potem zgodilo še v naslednjega pol leta, so dograjevali, višali, potem pa seveda po vojni je bil, danes sicer je predor širok, je še višji, je še širši, ampak dolg je bil pa že takrat 1561 metrov. Tako da to res prisilno delo je terjalo veliko poškodb tudi znotraj predora. So pa, kar bom mogoče še na koncu malo več povedala, pričevalci dostikrat omenili predor kot neko zatočišče. Saj SS-ovci niso hodili noter v predor, ker jih je bilo strah, da bi padalo kamenje, in bali so se v bistvu zasede partizanov, ki so se potikali po okoliških gorah. Zato so bili v bistvu samo v predoru, čeprav je tam potekal res hud teror, varni. In tam so tudi vzpostavili neke povezave z lokalnimi prebivalci. In tudi te povezave z lokalnimi prebivalci, z v bistvu solidarnostjo domačinov, Tržičanov, so pripomogle k temu, da je bilo 24 pobegov na Ljubelju uspešnih.
kar je ogromna številka, glede na to, da je na primer v Mauthausenu od 500 poskusov pobegov, mislim, da je bil uspešen samo en. In to je ravno te povezave, ki so jih vzpostavili s civilnimi delavci, ki so jim v bistvu pomagali, da so potem zbežali v gore, da so se priključili partizanom, so res pripomogle k velikemu preživetju tudi na Ljubelju. Ponavadi so internirance, ko so prišli v taborišče, pobrili po sredi glave. Zdaj se zelo slabo vidi, ampak tistle druga fotkica od leve je pobrit v bistvu po sredi glave, temu so rekli Lagerstraße in s tem so jih označili za primer pobega. Da bi lokalni prebivalci vedeli, da je to zapornik, da je to jetnik in da bi ga vrnili v taborišče. Ampak to se v Tržiču ni zgodilo. Pri vseh pobegih so pomagali tako civilni delavci, kot tudi lokalni prebivalci, ki so živeli spodaj v Tržiču. In ta vez se je potem obdržala v bistvu do konca vojne. Tukaj bi izpostavila tri lokalne prebivalce, ki so res ostali v spominu večini preživelih, ki so potem po vojni se vrnili, predvsem Francozi, ki so se vrnili nazaj v Francijo. Ta velika slika je Janko Tišler, on je bil takrat še zelo mlad in je bil inženir, je delal kot civilni delavec in je že takrat v predoru v bistvu vzpostavil stik s Francozi. Govoril je francosko, nemško in tudi malo poljsko, v bistvu je govoril ogromno jezikov in takrat je on vzpostavil stik in ko je izvedel, da v bistvu nimajo stika z domačimi, ker je bila pošta res hudo cenzurirana, je začel v Francijo pošiljati v bistvu poštne pošiljke, da so svojci vedeli, kaj se dogaja in tudi pošiljke, ki so prišle na njegov naslov, je potem nosil internirancem, da so lahko v bistvu ta stik obdržali in to je zelo vplivalo tudi na njihovo moralo, na njihovo počutje. To je bilo zelo riskantno, ker so tudi na pošti vso pošto pregledali, tako da so ga leta 1944 res odkrili in je moral v bistvu zbežati. Zbežal je partizane, ampak v dnevniku, kjer je pisal, je šlo to res za minute. On je res riskiral svojo varnost, svoje življenje za to, da je pomagal internirancem. Vsakodnevno je poslušal tudi novice, zato da je potem njim tudi poročal, kaj se dogaja po svetu, v katero smer gre vojna in tudi po vojni je svoje življenje, skoraj vso svoje življenje posvetil raziskovanju koncentracijskega taborišča Ljubelj. On je bil v bistvu edini, ki je zbiral pričevanja preživelih, ki se je s temi Francozi, je z njimi ohranil stik. Prihajali so k njemu še nazaj v Tržič. Posnel je pričevanja, zapisal je pričevanja, napisal je obsežno knjigo Mauthausen na Ljubelju in v bistvu vse podatke, večino podatkov, ki jih imamo, so njegovi. Tale gospa na desni zgoraj je Mici Mali. Ona je živela v Tržiču nad pekarno Romih. Pekarna Romih je bila tam in ona je v bistvu internirancem pomagala s kruhom, s prehrano, tudi s pošto. Potem, ko je Janko v bistvu, ko je moral pobegniti, so pa drugi skrbeli za te poštne pošiljke, za povezave z interniranci in ona je veliko tudi vložila v bistvu to, da jim je pomagala in tudi nje so se zelo radi spomnili potem po koncu vojne. Tretji pa je praški zdravnik dr. František Januh. On pa je prišel na Ljubelj leta 1944 v bistvu v ambulanto dr. Ramsauerja. In on je bil odgovoren za zdravljenje bolnikov in je res veliko bolnikom tudi pomagal, na skrivaj seveda. Veliko jim je nosil zdravila tudi v barake, jih je zdravil v baraki, da se ni razvedelo, da so bolni, poškodovani. In tudi po koncu vojne, torej po razpustitvi taborišča, je z bolniki ostal še, dokler jih niso potem prišli iskat. Taborišče Ljubelj ni bilo nikoli osvobojeno, bilo je razpuščeno in 7. maja 1945 je okoli 900 internirancev zapustilo taborišče in spremljalo jih je okoli 44 oboroženih pripadnikov SS. In naslednji dan, 8. maja 1945,
jih je okoli 7 ure zjutraj, že zelo zgodaj, blizu mesta Hunsdorf na Koroškem, osvobodil kokrški odred, torej partizani kokrškega odreda. In 122 internirancev, Francozov večinoma, izmed teh 900 je ustanovilo brigado Liberté, pridružili so se partizanskim silam, Poljaki pa so se združili v brigado Stari. In tamle mislim, da je brigada Liberté, ki prehaja v bistvu Tržič, z neko veliko hvaležnostjo v bistvu za vso pomoč, ki so jim nudili med vojno. Člani brigade so se utaborili na južnem Koroškem in tam so v bistvu večinoma izvajali naloge povezane z nadzorovanjem. Najprej so to počeli na Svetem Jakobu, potem pa na električni centrali in pa na železniški postaji v Rosenbachu, na koncu pa še v železniškem predoru, ki je vodil do Jesenic. In oni so vsakodnevno patruljirali po okoliških hribih in zagotavljali mir med prebivalci. Ujeli so pa tudi veliko pripadnikov SS in nekdanjih kapojev, ki so delali na koncentracijskem taborišču Ljubelj. Po vojni leta 1947 so večini vodilnim SS-ovcem sodili obe vodji taborišča, torej Jakob Winkler in Walter Britzke sta bila obsojena na smrt z obešanjem, ostali pa so dobili dosmrtno ječo. In večina je bila pomiloščena veliko prej. Naprimer Sigbert Ramsauer, ki je spet tukaj na fotografiji, je bil pomiloščen leta 1955 in je do smrti v bistvu vodil ambulanto v Celovcu. Mislim, da je umrl leta 1991. V vseh pogovorih, ki so se dogajali po vojni, s Tischlerjem je svoje dejanja zanikal. Zdaj pa, kaj se je dogajalo v bistvu s samim območjem po vojni? Zdaj, v povojni Nemčiji so v bistvu kraje nacionalsocialističnega terorja doletele zelo različne usode. Večja taborišča, ta največja taborišča, so dostikrat dobila novo funkcijo. Nekatera so zasedbene sile uporabljale za internacijske tabore, kakšne policijske šole, druga so gostila zapore, nekatera so nudila prostora za nastanitev beguncev in izgnancev. In ostanki teh nekaterih taborišč so zelo hitro izginili. Barake so dostikrat pomenile pomemben material za okoliško prebivalstvo, tako da so jih dostikrat uničili, da so dobili material. Dosti barak so tudi požgali, oziroma porušili, da bi skrili dokaze, kaj se je tam dogajalo. Te kakšne barake, ki pa jih niso uničili, so pa propadle potem s časom. In to se je v bistvu zgodilo tudi s koncentracijskim taboriščem Ljubelj. Vse barake v bistvu so porušili, uničili, pokradli material. Mejni predel pa so varovali graničarji in nadzor je bil takrat dokaj strog. Ni bilo v bistvu dovoljeno to prehajanje čez državno mejo in to je bilo v bistvu omejeni pas, kjer je bilo gibanje nedovoljeno in je pač bilo zelo zavarovano dolgo časa. In tudi povojna oblast je v bistvu z različnimi metodami zasliševanja in nadziranja posameznikov, ki so kakorkoli sodelovali z nemško vojsko, ustvarila tudi med ljudmi strah, da se o tem tudi ni govorilo. O taborišču se dolgo časa ni govorilo in to je veljalo tudi za starejše domačine, ki so vedeli, kaj se je tam dogajalo. Otroci, ki so se pa rodili kasneje oziroma so bili takrat majhni, pa večinoma niso vedeli, kaj se je tam dogajalo in se potem tudi nekako doma niso o tem pogovarjali, tako da se je potem neko zavedanje tega res ni širilo v povojne čase. Zdaj tukaj mogoče, če razložim še fotografije, so sicer kasnejše iz leta 1954. Tamle bom kasneje še malo več povedala o samem spomeniku Žakus, ki smo ga že omenili. Tukaj je pa vhod v taborišče, zdaj če boste šli kdaj gor, je ta kamen še vedno postavljen. Na njem piše, tukaj je bil vhod v koncentracijsko taborišče Mauthausen, meni se zdi, ali pa podružnico Mauthausen, sem pozabila, mogoče Žan ve. In vidimo, da v bistvu tukaj še ni bilo te smrekove žive meje, ki so jo potem kasneje v bistvu zasadili.
Tole je pa en izsek iz Gorenjskega glasa, kjer se je še govorilo o počivališču, ki naj bi stalo tukaj ob spomeniku. Ko bo urejeno počivališče ob cesti Ljubelj, bo okolica spomenika internirancem in prostor, kjer je bila med vojno podružnica zloglasnega Mauthausna, lepša in mikavnejša. Pa o tem bom potem še v sami ureditvi bomo spregovorili mičkeno kasneje. Zdaj pa v samem spomeniku, ki je bil postavljen leta 1954. Imenuje se J'accuse, obtožujem, po Zolajevem pismu o aferi Dreyfus. Medtem pa, ko je bilo taborišče Ljubelj Sever, to pa nisem povedala, je bilo pa v bistvu skorajda neizbrisano. No, tam se pa res po vojni se je skrilo, želeli so ga tudi zabetonirati, zasut in se dolgo časa do leta 2008 v bistvu tam ni zgodilo nič. No, ampak sam spomenik predstavlja v bistvu okostnjaka s še utripajočim srcem, ki obtožuje v bistvu dogodke, ki so se tam dogajali in opominja vse nas, ki gremo mimo, da se to ne bi smelo zgoditi in ne bi smelo ponoviti. Okrog njega so kraki, v bistvu kot zvezda, na njih so pa spominske plošče v bistvu vseh narodov, katerih pripadniki so bili zaprti na Ljubelju. Načrte za ta spomenik je naredil arhitekt in umetnik Boris Kobe, ki je bil tudi sam zaprt v koncentracijskem taborišču Dachau oziroma v njegovi podružnici Alah. Izdelal ga je pa Jože Bertoncelj, kovač iz Krope. Zdaj pa predor. Predor je bil pa dolgo časa, kot sem že rekla, po vojni zaprt. So se pa že v letih 1955, 56 do 59 začela obravnava v bistvu o dograjevanju predora, o tem so govorili na različnih meddržavnih srečanjih. Začela se je pa sama gradnja šele potem leta 1963. In tukaj sta dva izseka, dva citata iz Slovenskega vestnika, kjer se vidi, da so v bistvu takrat omenjali tudi samo koncentracijsko taborišče. Pa bom samo na hitro prebrala. Predor pod Ljubeljem so začeli graditi leta 1943 priporniki podružnice koncentracijskega taborišča Mauthausen v Podljubelju na južni strani Karavank. Krvave zgodovine predora ne bomo ponavljali, nanjo opozarja potnika spomenik na kraju nekdanjega nacističnega taborišča, ki z eno samo besedo obtožujem spominja na čase krutega nasilja. In tudi na avstrijski strani bo ob vhodu v predor odkrita spominska plošča v čast in spomin prvim graditeljem ljubelskega predora, žrtvam nacističnega barbarstva. Ta plošča je bila odprta, postavili so jo pa Francozi, ki so v bistvu takrat največ naredili tudi na avstrijski strani za to neko spominsko kulturo. Pa še drugi citat. Predor je bil za promet slovesno odprt 30. junija 1964, dogodku pa je prisostvovala tudi skupina 50 bivših internirancev, ki je 26 mesecev preživela v ljubelski podružnici koncentracijskega taborišča Mauthausen in je sodelovala pri gradnji predora. Ob predoru so položili vence, zastopnik francoske skupine je predstavniku deželne vlade izročil v varstvo spominsko ploščo in se zahvalil, da bodo koroške in avstrijske oblasti postavile spomenik, ki bo spominjal na žrtve predora in nasilja. In tukaj so se začele neke take neuradne komemoracije. Vsako leto imamo na Ljubelju proslavo in takrat so v bistvu s tem začeli sami preživeli interniranci, ki so se v bistvu v Tržič zelo radi vračali. Kljub vsemu temu je bilo poznavanje taborišča na slovenski strani zelo omejeno. Kot sem že rekla, so v koncentracijskem taborišču Ljubelj največ pisali oziroma govorili Francozi. Izdali so v bistvu svoje spomine, knjige, romane tudi. Vračali so se k Tischlerju, ki je posnel njihove posnetke. Zato vse, kar v bistvu imamo nekega tega spomina na koncentracijsko taborišče Ljubelj, so prispevali Francozi. V 50. in 60. letih so pa začeli park, ne samo spomenik, ampak celoten spominski park urejati po načrtih Borisa Kobeta. On si je pa park zamislil v bistvu kot celoto. Takrat državne ceste, ki danes ločuje v bistvu spomenik od samega spominskega prostora, avtentičnega prostora,
ni bilo in on si je zamislil v bistvu spomenik, ki bi po neki tlakovani cesti v bistvu peljal do spominskega parka in neka tako zelo minimalistično ureditev si je zamislil, ki se pa nikoli ni zrealizirala. Pa zakaj v bistvu? Tu sem dala sicer eno še medvojno fotografijo, ampak nekako zaobjame ta celoten prostor, ki ga je Kobe tudi želel urediti. Zdaj, prva stvar, ki je ločila torej to celostno ureditev, je bila seveda izgradnja državne ceste med leti 61 in 64, ampak ta cesta je v bistvu zaradi povečanega prometa skozi pač predor, torej predor Ljubelj, bila pač nujno potrebna in takrat se je že ta njegov prvi načrt v bistvu razbil. Ker pa se ni sledilo njegovim ureditvam, so takrat zasadili okoli taborišča Smrekovo živo mejo, da bi označili v bistvu prostor celotnega taborišča. Ta Smrekova živa meja poteka v bistvu po celotnem taborišču, tako da obsega tudi SS-ovsko taborišče. Ampak ta Smrekova živa meja se je danes tako razrasla, da se prostor nekdanjega taborišča preprosto skrije. Poleg tega ne predstavlja te ločnice med jetniškim taboriščem in nacističnim taboriščem in krematorij loči od celote. Ta krematorij je bil ravno zaradi tega odkrit šele kasneje. Znotraj samega prostora so posadili tudi 6 macesnov, ki naj bi stali na prostorih stražnih stolpov, ampak so postavljeni na napačnem prostoru in takšna podstavitev v bistvu prispeva k napačni prezentaciji in razumevanju prostora. V bistvu se prostor na ta način skrije pred obiskovalcem, pred naključnim obiskovalcem, ki ne ve, da je tam nekoč stalo nacistično koncentracijsko taborišče in ga v bistvu ločuje od spomenika. Problematično je tudi seveda počivališče, ki stoji točno ob tej Smrekovi živi meji. Postavljeno bilo pa seveda zaradi povečanega prometa. Problematična je seveda tudi oddaljenost muzeja oziroma stalne postavitve, ki je posvečena koncentracijskemu taborišču Ljubelj, ki stoji v kleti gostišča Karavlja. Že sam prostor v bistvu je zelo neprimeren za razstavo in tudi je pač skrito. Tako da ljudje, ki pridejo v bistvu na spominski park, ne vejo, da obstaja muzej. Tisti, ki pridejo v muzej, pa če jim nekdo ne pove, ne vejo, da obstaja tudi spominski park. S tem se zgubi v bistvu neka taka celota, ki bi obiskovalcu dala vse podatke, kaj se je tam dogajalo, kaj pomeni v bistvu to taborišče in vse, o čemer smo danes govorili. Tukaj imam še fotografije. Evo, tole je počivališče, ki je postavljeno, sicer tukaj Smrekova živa meja še ni toliko razraščena. To je pa v bistvu pot do razstave v kleti tega gostišča Karavla. Razstavo smo z ekipo Tržiškega muzeja postavili leta 2021 in v bistvu predstavlja zelo dobro prezentacijo težke dediščine. Poudarjali smo spoštovanje človekovih pravic, poudarjali smo pričevanja, osebne zgodbe, naredil se je dokumentarni film in v bistvu njena pozicija je res ne naredi usluge in bi bilo recimo veliko boljše, da bi se nekako združili stalno muzejsko postavitev s spominskim parkom. Zdaj, kako pa v bistvu je vse to, kar se je dogajalo in tudi ta neka prezentacija in molk po drugi svetovni vojni, kako vse to vpliva na neko vključenost koncentracijskega taborišča v kolektivni spomin Slovencev, v bistvu, ali pa zakaj ni bolj del naše identitete. Zdaj, v času po drugi svetovni vojni se je v Jugoslaviji res veliko poudarjalo zmagoslavje, v bistvu partizanov, zelo enovito se je govorilo v bistvu o nekih dogodkih med drugo svetovno vojno. Poudarjalo se je v bistvu herojstvo, upor in nekako je tema o nacističnih spominih na slovenskih tleh je šla nekam v ozadje. In takrat, ker se to ni govorilo, se je v bistvu začelo
to temo pozabljati. Takrat se je poudarjalo res protifašistično delovanje, pogum, zmagoslavje, in z velikim zamikom se je začelo govoriti o dogodkih, ki so se dogajali pod Ljubelju. Zdaj, na primer, jaz sem primerjala v svoji raziskavi odnos do bolnice Franje, vključenost bolnice Franje v bistvu v kolektivni spomin Slovencev, ker izhajata iz istega obdobja. Tam se v bistvu poudarja ta upor, simbol upora, simbol poguma in jo pozna v bistvu vsak od nas in ima več kot 1 milijon obiskovalcev letno. Potem se mi je pa porodilo tudi vprašanje, na katerega nimam odgovora, če bi se dalo v bistvu Ljubelj na nek način skozi solidarnost domačinov, skozi njihovo odporniško gibanje znotraj taborišča in zunaj taborišča tudi poudariti v bistvu zgodbe poguma in uspeha v bistvu. Poleg tega pa še neka povezava, ki bi bila mogoče zanimiva za kakšno obravnavo. Tudi ranjenci iz Ljubelja, ki so pobegnili, so se zdravili v bolnici Franje. Med njimi je bil tudi Janko Tišler, ki je bil kar nekaj časa v bolnici Franje. Tako da to so bila mogoče neka moja razmišljanja znotraj tega, kaj bi se še dalo v bistvu narediti. Poleg tega na ta nespominjanje zelo vpliva tudi to, da se je v bistvu po vojni oblast odločila, da se barake, ali pa kot smo omenili, barake so se uničile, so jih porušili in s tem so odstranili v bistvu neke materialne ostanke, neke materialne nosilce, preko katerih bi se lahko spomin na to taborišče ohranjal. Noben se ni ukvarjal s pričevalci, nihče ni zbiral zgodb, razen Tišlerja, in v bistvu se lahko opiramo samo na njegovo delo. Po drugih recimo taboriščih so se sistematično zbirala pričevanja, osebne zgodbe, z Ljubeljem pa se tako celostno v bistvu ni ukvarjal nihče. Na ta način bi lahko tudi rekli, da Ljubelj v zavesti Slovencev ne da je izginil, ampak da nikoli ni niti obstajal. Danes pa, ko čas mineva in so generacije vedno manj povezane z drugo svetovno vojno, je pa to mogoče še toliko bolj pomembno, da čisto ne zbledi. Kakšna je pa v bistvu danes vloga memorialnih muzejev, med katere štejemo v bistvu tudi muzej na območju nekdanjega koncentracijskega taborišča. Na začetku svoje raziskave sem bila mnenja, da je pomembno ohranjati spomin na to težko dediščino oziroma da je treba muzealizirati težko dediščino zato, da se ne pozabi. Ampak tekom raziskave z vsemi dogodki, ki se dogajajo po svetu, sem prišla do zaključka, da je seveda vloga memorialnega muzeja osredotočanje na žrtve in to je nujno za ohranjanje spomina na pretekle dogodke, ampak hkrati pa imajo lahko memorialni muzeji še večjo vlogo pri vzgajanju mirnejše družbe. Če se osredotočajo tako na spomin na preteklost, kot tudi na sedanjost in pa prihodnost, kako lahko vzgajajo v bistvu neke mlajše generacije, so lahko zelo pomembni v bistvu v današnjem času in prihodnjem. Memorialni muzeji bi morali v svojem bistvu prikazati posledice nespoštovanja človekovih pravic in pa vrednot, in s tem bi lahko stremeli k temu, da zgodovina izobražuje v bistvu generacije, ki bodo vedno in vedno bolj oddaljene od druge svetovne vojne, da vseeno razmišljajo v bistvu o posledicah v bistvu nespoštovanja človekovih pravic, o nasilju, o tem, kaj lahko v bistvu vsak posameznik naredi v nekih kriznih situacijah, o aktivnem državljanstvu. In pri vsem tem lahko memorialni muzeji res zelo veliko pripomorejo. Muzealizacija težke dediščine naj bi po mojem mnenju odpirala priložnost za globlji premislek tudi o pomenu in vplivu odločitev in dejanj vsakega posameznika. V bistvu bi morala učiti o povezavi med osebnimi dejanji in pa pač nekem širšem družbenem kontekstu za njihov obstoj. Na ta način lahko tudi poudarja potem odgovornost vsakega posameznika v družbi.
Zdaj, ko govorimo o neki težki dediščini, ki jo povezujemo z dogodki, ki so povezani seveda z nasiljem, z vojno, z genocidom, so ti dogodki večinoma zakoreninjeni v času in prostoru. Ampak njihova predstavitev v muzejih ali pa nekem javnem prostoru ne sme biti statična. Predstavitev dediščine mora biti odprta za nove perspektive, za nove poglede, za nove pomene, ki se zgodijo glede na družbene spremembe, politične realnosti in aktualne družbene izzive. V bistvu mora biti živa. Zato bi te razstave v bistvu morale živeti. To je zelo pomembno, saj vsaka generacija v bistvu prenaša nove perspektive. Vsaka generacija je drugačna in vsako generacijo je potrebno nagovarjati drugače. Zdaj, kar je bilo seveda za eno generacijo nek temeljni del razumevanja, za neko drugo generacijo mogoče ni. In vse to mora nekdo, ki se ukvarja v bistvu s težko dediščino, premisliti. In ravno zaradi tega mora biti interpretacija vedno znova premišljena, občutljiva in pravilna. No. Zdaj sem pa zadnjega izgubila. Torej, zadnji slajd. Seveda je pomembno, da se spominjamo, zato da se o tem govori, da se ne pozabi. Ampak mislim, da lahko z nekim izobraževanjem nekih mlajših generacij skozi razstave, težke razstave, skozi muzealizacijo težke dediščine v bistvu dosežemo oziroma stopimo en korak k mirnejši družbi. Hvala za pozornost.